No, tisti, ki ste šli po tisti poti iz dvorane, ste najbrž videli akvarele, ki so razstavljeni, neke besedne utrinke, ki visijo zraven. Ta razstava je derivat knjige. Knjiga se imenuje Krogi in je nastajala nekako vzporedno s filmom Mama. Joni, s katero živim že 20 let, je slikarka. Jaz sem ji občasno kakšne utrinke tako pošiljal po SMS-ih ali pa ne vem, na listkih in skozi dolga leta je nekako potem dozorela njena želja, da odgovori na to. Prvi odgovori njeni mi nekako niso bili čista pravi, vsaj ne za knjigo. No, na koncu so pa prišla do tega, da bi tudi te njene odgovori lahko imeli neko obliko kroga, da bi bili akvareli. Potem je naredila eno večjo serijo akvarelov. Nekaj iz te serije je razstavljenega v galeriji Kinodvora. In besedni utrinki. Se pravi, gre za nek dialog, ki poteka med nama skozi leta in se je nekako zdaj zapisal med platnice knjige in po zaslugi tega, da ima Kinodvor prostor tudi za take stvari, je zdaj lahko sobiva ob filmu Mama tudi ta razstava, se pravi akvareli. Tisti, ki ste prišli po tej poti, greste kadarkoli lahko potem pogledati v hodnik, kako to izgleda. Hvala. Mogoče Kun sam povejmo še, kdaj bo razstava. Knjiga je pač pri nas v knjigarni na voljo. Mislim, do 3. maja. Tako da vabljeni. A vas moti, če govorim angleško? Dobre, ne moti. Okay. Well, I was just saying I was extremely proud that it was the first time that I watched a film. I've seen it now 4 times without crying. It's a very personal experience watching this film, and you know, I felt like a victory. I did it. And it's also for the first time that I really I saw it as a very, I mean, the whole story component, the narrative, actually to a way very simple narrative that is a backbone to the larger thing became more visible to me today. Because what I had in the first screenings was really responding to moments which were extremely overwhelming, I would say. Yeah, I mean, first of all, I want to give you also the opportunity to ask questions, because this is a very rare opportunity that Vlado is ready to sit in front of an audience and discuss his work. And actually in preparation of, so if you have any questions, just fire away, just ask. But use the microphone because we are recording it. But one of the things which I realized when I was thinking about this talk of tonight, that we've always discussed after seeing your film and what it did and what it meant and how, you know, how it functions and how it. But actually, I never ever asked you, how do you do it? I mean, and you know, how do you get there? Because what is also so unbelievably strong is that you really feel that that there is it's almost like an organism, the film crew. I mean, it's a Skafar movie, but it forms, I mean, the way how it operates, how Berdar does what, you know, Berdar in Sonja's film is a different Berdar. I mean, it's still... No, it's a different... No, but in Zenith, it's a different... sorry, I know, but the feeling which you have with him as a DOP is, of course, he's the same person and he does the same type. You can feel the same sensitivity, but
he is completely you. I mean, in terms of how he speaks, how the film speaks through its audience. And I have the same feeling with the actors, that you know, how do you do it? You are me. Of course. Mislim, ena od stvari je, da najbrž mene moje ideje bolj dolgočasijo, recimo, kakor Mataniča njegove. Ne? On najbrž ima neko bolj jasno idejo, kako želi, da njegov film zgleda, in potem sodelavci temu probajo slediti, in jaz mislim, da so sodelavci v takšnih produkcijah bolj, da se bolj počutijo, po moje. Ne verjamem, da se je Nataša med tem filmom dobro počutila. Tudi večina drugih mogoče ne. Zato, ker so precej prepuščeni sebi. Najprej so psihično maltretirani, potem so pa prepuščeni sami sebi. Marko je tukaj izjema. Z njim probam lepo delati, ker to je razmerje na dolge proge. S snemalcem se splača ostati v dobrih odnosih. Tako da jaz mislim, da z Markotom imamo najbrž ene stvari skupne. Škoda, ker ga ni, je moral iti v Split. Tudi on veliko rajš opazuje, kot pripoveduje. In stvari, ki jih opazuje, se mu zdijo bolj zanimive kot stvari, ki jih pripoveduje. Tako da se tukaj na tej točki dobro ujamemo. Njegova velika želja je dolga leta mi je skozi govoril o želji, da bi snemal Divje konje. Skratka, vsa ta leta je v njemu želja, da bi snemal Divje konje, tam, ne vem, mislim, da v Liki ali v Bosni, Livno. More pa snemati te razne slovenske in hrvaške igrane filme in serije. To je za človeka, ki bi rad snemal Divje konje, precejšen udarec. Jaz pa verjamem, da Nataša ne bo zamerila, pa Marko to omogočim vseeno, da lahko pristopi k snemanju nastopajočih v mojih filmih, tako kot k Divjim konjem. Mislim, da lahko del te svoje želje tukaj uresniči. In to je tudi tisto, kar zelo paše temu, kako si jaz želim gledati na ljudi, še posebej v Mami. V Mami to, kar sem že tudi napisal, tisti, ki ste brali, sem želel te poglede malo spremeniti. Želel sem gledati človeka kot mizo kot travo kot človeka. Se pravi, da te perspektive malo zamenjam, zato da so mi stvari zanimive, da lahko v njih odkrijem eno drugo skrivnost. Včasih se moraš s stvarmi in svetom malo igrati, zato da v njih odkriješ skrivnost, ki ti je sami ne bojo dali. Tako da gre tudi malo za tako igro s svetom. V tem filmu recimo ni niti ena beseda moja. Pa vseeno dam prav tistim, ker zdaj je bilo že precej o filmu napisanega v tem tednu, vseeno dam prav tistim, ki pravijo, da je to moj najintimnejši film. Mogoče ta film za večino ljudi težko dosegljiv, vsaj v tem smislu, da v njem zares noro uživajo. Je pa sigurno to
film, ki je mene najdlje ali pa najglobje uspel doseči. Mogoče se malo čudno sliši, če zdaj govorim o filmu, kot da ga nisem jaz naredil, ampak samo na ta način mi je zares zanimiv. Tako da pač drži, da je v tem filmu veliko mene, čeprav mogoče neposredno v resnici zelo malo. Marko ima precej proste roke. Se mi zdi, no, škoda, da ga ni tukaj, da bi to takoj, kako se že reče temu, zavrnil, ne zavrnil, demantiral, ja, zdaj pa slovensko besedo. Ampak recimo, ne vem, kako bo Nataša rekla za Marka, kako ga je ona občutila, to je tudi mogoče zanimivo, to razmerje med nastopajočim pa snemalcem. Jaz sem v Kodbusu govoril z igralko v filmu Zenit, Tihano Lazovič, a je. In ona je bila od vseh najbolj navdušena nad Markom. Kako je bil, ves čas je imela občutek, da je blizu in hkrati daleč. Se mi zdi, da je to ena taka zelo dobra kvaliteta za filmskega snemalca. What was your feeling with Marko? Ja, dober večer. Igralke smo razslojene osebnosti, a ne, igralci. Tako da tlele je divja kobila pa ena mazohistka. Jaz z Markom jaz sem imela tako na začetku zelo malo stikov z ekipo. V glavnem sem bila last Vlada in njegovih napotkov, ki sem se jih pač probala, kakor se da držati. Na začetku je bilo zaupanje precej veliko, pa vmes je malo pojenjalo, pa smo to popravili malo. Na koncu je spet malo zamajalo, ampak pač to je tako, je povsod življenje. Jaz imam tudi svoj ego in je preživel. Z Markom je bilo pa tako, da nisva imela veliko enega kontakta, tako nisem se mogla kaj zelo na njega obračati, ker sem bila Vladotova last. Ampak enkrat se tako spomnim, da sem rekla, a je boljše, če jaz grem tako ali tako naredim, in pol je tako me gledal, tako kot vedno, in pol je rekel, Vlado, ta vprašaj. V bistvu to je bil najglobji dotik, besedni in tako konkreten. Ostalo je pa verjetno bolj na nezavednem dela, na nekem umetniškem, recimo. But then still, you set up scenes, you don't improvise. There is a larger project, there is a context that is created, there is a master of ceremony, there is so... Yeah. I mean, already, even on a very banal level, the fact is that at one point you have to write a scenario. At one point you have to talk to appropriate so that actors become your property. And so you somehow, there is a bigger structure. Also the fact that this is now the third part of a trilogy, so there is even a bigger project also that was all the time in the making over all those years. Ja, dobro, ta trilogija je pogojna, mogoče bolj v tem smislu, da se je nekako obdržala moja glavna vera, da je najboljši pristop k bolečini lepota. To nekako, mislim, to je značilno za vse tri filme, o katerih najbrž govoriš, se pravi Otroci, Oča
sem hotel reči otroci oče in Vlado, otroci oče in mama. Ja, jaz pač probam biti zelo ekonomičen, ker sem precej len v življenju, tako da želim tisti čas, ki ga uporabim, nekako ekonomično porabiti. Zdaj, pisanje scenarija načeloma ni najbolj ekonomična stvar, še posebej, če ga pri snemanju ne uporabljaš. Je pa nujna stvar za to, da sploh lahko prideš do faze, da začneš snemati film. Tako da jaz scenarij ne pišem, jaz zase pišem neke beležke. To je dialog z mano. Z igralci skupaj pišem pod tistega dela življenja pred filmom. Z Natašo je bilo to približno 2 leti, z Vidom mislim, da tudi približno 2 leti, pa še z nekaterimi drugimi ljudmi. Za komisije pišem scenarij, jaz včasih malo za šalo, malo zares vprašam, kdo pa je v komisiji, zato da potem vem, komu pišem. Ker recimo tudi, če pišem pismo mami, pišem majčkeno drugače kot recimo sestri, teti ali pa punci. Prav je imeti človeka pred sabo, ki mu pišeš, da bo potem mislim, da veš, s kom si v dialogu. Kar se tiče prizorov, je improvizacija nekaj, česar jaz res ne maram. In občudujem tiste, ki s procesom improvizacije uspejo doseči karkoli. Všeč mi je, ker je tukaj nenačrtovano v film prišel en pojem, oziroma niti ne čist nenačrtovano, zato ker to mi je ob Gardskem jezeru enkrat Gabriela govorila, se pravi ta gospa, ki je učiteljica glasbe. Ona je učiteljica glasbe tudi v resničnem življenju, dela z osebami, kako se že reče, s posebnimi potrebami, a je to uradni izraz. In tam je mimogrede, ko je govorila o tem, zelo lepo govorila o tem oklepaju tišine in to se mi je zdel en tak krasen izraz, zato ker se mi zdi, da je to tisto, če bi lahko govoril o neki moji metodi dela, da tudi tukaj gre za nek oklepaj tišine. To pomeni, nek prizor imam v glavi, samo en del tega povem Markotu kot snemalcu, en del tega povem recimo Nataši, ki nastopa, ampak poznam pa velik del Nataše iz 2 let srečevanj, pogovarjanj. Nataša je vmes tudi skozi 2 leti pisala razne neke zapise, pisma, se pravi, da smo tudi na ta način prešli fotografije, se pravi, predvsej nekih njenih ustvarjalnih produktov. In vse to potem jaz lahko na licu mesta uporabim. Se pravi, meni 2 leti intimnega spoznavanja mojih sodelavcev in tudi nastopajočih mi je v bistvu tako kot glasbena šola, se pravi tisti, ki se učijo igranja na klavir ali pa na kjerkoli drug inštrument. To pomeni, da res dobro spoznajo ta inštrument, kaj se skriva v njem, kaj se da izvabiti iz tega. Potem pa v posameznem prizoru, ker v bistvu smo vedno delali samo posamezne prizore, ne? Nikoli nismo delali filma. Nataša nikoli ni vedela, zdaj že veš, ne, kaj sledi, kaj je pred tem. Se pravi, koncentrirali smo se samo na tisto situacijo, ki je bila zastavljena, ki sva jo z Markom najprej vizualno oblikovala, potem
je Nataša na svoj način doživela tisto in potem je bil mogoče še dodatek, kaj bi mogoče od tega repertoarja, od teh tipk, ki bi jih mogoče znal odigrati, skratka, kaj od tistega bi priklicali ven v določenem trenutku. In potem ena metoda je ta oklepaj tišine. Vsak prizor, ki je v tem filmu, je v bistvu na novo rojen. Je rojen sam zase, sami sebe. Razen v redkih primerih se ne ponavlja. Tudi če ponavljamo posnetek, se nekaj v tistem recimo poskuša spremeniti, razen kadar gre samo za neke premike ali pa sprehode. Pa še tam je vedno dobro kakšno stvar malo spremeniti, zato da nikoli ne postane ista pot, ki si jo že naredil. Da se vedno lahko vedno nekaj novega zgodi, nekaj novega rodi na tisti poti. Tako da to je ena metoda. Potem se pa, bi rekel, jaz umaknem in si najbrž rečem, zdaj pa upajmo na najboljše. And then, because, I mean, what I was very happy with the haikus also, because they are like mini films on their own, which when we selected our favorite ones, I mean, they have actually the two basic, I mean, in my understanding, the basic principles. I mean, the two, one is where you have the cut and have the over between the two shots and then connecting, was something imaginary or is it real, and is the image, and the image, I mean, the person, the life, or is it an ID, and then it goes back. And with the second one, the shot sequence, where you have all these elements also. First you have, the merry-go-round as just, something kinetic, something almost a meditation. Then the character is introduced, the child, and you go into a completely different, you're all of a sudden in a story. It's not just something that is turning and that is like magical, mesmerizing. You have a story of a child, and then with the movement, we get the profile of the mother, and all of a sudden it then puts the first two readings completely again in perspective, that maybe all of this is an imagination of the mother, or an observation of the mother, we don't know. But it could be anything, and you can read it in any other way, and it can always relate, either it was actually a documentary shot, it was an imaginary shot, it was and these two principles are like the things that really, really deeply move me in the film also. That you have always, you start from something which becomes something. First it is just, then it becomes something, and then with a small intervention or with, sometimes just mere succession of time, it becomes something completely different. It becomes, and that's why I think also so many people read so many different things in it, because, to me it also jump cuts all the time to moments in film history, or certain moments of, you see all of a sudden a shot of Sokurov, or you see all of a sudden a little bit of Tarkovsky, but not as a direct quote, but as an idea again, because then you have to put these things, of course, together, and then you make a bigger unit. So, and then also the element of sound becomes a very, very, you can feel this very strong relation with Marco, but on the other hand, the sound and the editing are also, extremely powerful in the movie. Ja, tudi sem bil presenečen, da je bilo nekaj zapisov, kjer so tudi nekateri so v Mami videli strukturo haikuja.
Zdaj to zelo izrazito je bilo v filmu Oča. Ne. Tam je bil cel film sestavljen v tej trodelni formi. Se pravi, prvi posnetek, potem dolga dvojna ekspozicija tega posnetka z naslednjim posnetkom, ki je bil svoja slika in je neko svojo zgodbo vzpostavil. In potem tista tretja slika. V teh beležkah, preden sem se lotil filma, je ena od beležk bila tudi v tej smeri, da bi rad tudi tukaj poskusil to obliko na drug način, ampak sem potem na to beležko pozabil. Snemanje je en tak zelo brutalen šport, ki v bistvu povozi vse tiste tvoje sanjarije, vso tvojo tankočutnost, zelo hitro. To je kot en tank, ki vsak dan imaš tistih 10 ur, ki minejo kot blisk. Vsak dan misliš, da nisi nič naredil. Tako da je zelo težko, če ne delaš po scenariju, če v bistvu sam skozi ves čas snemanja tipaš, kaj bi lahko bil ta film, kaj te sploh tukaj zanima. Ker jaz dostikrat, ko začnemo snemati, ugotovim, mene to mogoče sploh več ne zanima. Zdaj imaš pa tam ekipo, pa imaš kamero, pa vse skupaj. Se pravi, ves čas si na nekem zelo izmuzljivem terenu in če hočeš vzdrževati še ves ta imaginarij in te imaginarne strukture, je to je to kar zahtevno. Vem, da na koncu nobena špaga več ni hlač na meni držala, recimo, je bilo kar naporno snemanje, tudi za Natašo. Nek moj način očitno je ta, se pravi, vzpostaviti eno podobo. Počakati, da te ta podoba očara. Potem pa z naslednjo podobo to očaranje premakniti nekam drugam. Včasih mogoče celo tudi uničiti ta čar, ki se zgodi. Včasih ga postaviti na kocko, se pravi tvegati s to drugo kitico, recimo, če smo pri hajkuju. Ali pa narediti hišo za tej čarovniji. In potem tretji, danes sem za radio govoril, da je to tudi nek moj način življenja. Se pravi, jaz živim tako, da vdihnem, mislim, da smo si tukaj podobni, potem pride neka misel in potem izdihnem. To se mi, recimo, to je en tak naraven ritem mojega življenja, da zelo pogosto, zelo različne misli prihajajo v glavo, da bi jih v nekaj potem koherentnega sestavljal. In dostikrat se dogaja, sprav, ta knjiga, mislim, da ima ta podoben značaj in očitno res tudi v tem filmu se to dogaja na ta način. Se pravi, ta vdih, potem pride ena misel in potem en izdih. Sem pa, jaz mislim, mogoče sam, da mislim, ker imamo tukaj Natašo, da še z vidika igralca, meni se igralci vedno tako usmiljajo, še posebej v mojih teh, oziroma nastopajoči, ker jim nikoli ne znam kaj dosti pomagati in
mislim, nikoli ne znamo ustreči njihovim željam. Njihove želje so pa, kaj bomo pa delali, kaj pa naj naredim, kam pa naj grem. Ko je Marko rekel, njega vpraši, je mogoče res prišla do mene, ampak še vedno ni izvedela, kam naj gre, kaj naj dela. Skratka, kako si to preživela? Zdaj izkoristi vse, povej, 5 minut imaš. Prej me nikoli ni tega vprašal. Jaz težko ene stvari govorim v filmu, ker pač sem upletena, ampak dejstvo je, da tle ena Nataša, ki je pač en ustvarjalni del mene, ki se je skosane imel eno svojo zgodbo, potem je en del tega ega, ki hoče preživeti, in potem je gledalka. In ker je vmes veliko časa menilo, je bilo tukaj en taka luštna stvar zgodila, da sem lahko film gledala z eno tako distanco in sem bila lahko en tak fin gledalec. No. Snemanje je bilo naporno. Moram reči, da glede na to, da nisem kot mlada igralka šla notri, sem bila dosti mirna, delalo se je kar nekaj časa, tako da ni bilo neke te histerije ali karkoli. Vlado sem probala zaupati, mu slediti v tistem, kar pač lahko jaz naredim, ampak je bilo naporno, zato ker jaz sem sicer tako, jaz sem zelo komunikativen človek, znam pa tudi biti volk samotar. Ampak se mi je zgodilo ne dvakrat, da se mi je zalomilo, ker sem bila precej sama. Tudi Vlado me na začetku malo da ne zaklepal, tako kot so moje hči v filmu. Nisem poznala scenarija, morala sem kompletno zaupati, kakšne oblike mi dajo gor, kam gremo snemati, kaj so sledje, ne, tega nisem nič poznala. Pa glede na to, da sem natančen človek, jaz si zmeri vse napišem, tako da vzame, včasih sploh ne bi bilo potrebno imeti tajnice, ker si vse napišem in vse zabeležim, vse skušam slediti. In tukaj sem mogla biti čisto prepuščena. Na začetku sem je zdela tako frajersko, da sem tako princeska, ne, to mi oblečite in kam mi boste dali in tako, ne. Pol je bilo veliko takih kadrov, ki so bili fizično naporni, ne. Razna oblačenja na ulicah, zmrzovanja, tega je bilo ogromno, jaz nisem njih ljubitelj tega. Tako da res včasih sem se lahko poglobila, kaj je una polička, na kateri se že 4 ure sedim in je mrzla, da sem ratala skoraj una mrzla voda. Tako veliko tega je bilo, ne, da na koncu sem se spraševala sploh, kaj je umetnost. Zadnji dan sem imela tako krizo, da so mi tam na skrivnem solzice ušle, ker nisem sploh vedela, kaj sem posnela, ne, mislim, kje je zdaj ta, kaj je zdaj tle mama, kje je kontakt s hčerko, mislim, jaz imam svoje izkušnje matere čisto drugačne, ne. Vlado verjetno ne živi na istem planetu kot jaz, kar se tega tiče. In seveda sem imela krizo, ne, ampak nisem imela koga vprašati. Ne, mogoče moj Bog z Vladotom držal. Tako da to je bila ena taka težja stvar, to zaupanje, ne. In no, potem je bilo že malo lažje, ne, tako da sem lahko celo se družila z ekipo, z njimi jedla in tako. Ja, na začetku nisem imela niti svojega stranišča. To je bilo tako simpatično, on je vse zrihtal, res, je bila na soba, kjer ni nihče prej zakuril. Una peč sem gotovila, da se moram na 3 ure navijati budilko, da si naložim tista polena notri, ker več kot toliko ni šlo, če ne bom zmrzla, če ne bom verjetno umrla čez noč, ne. Ampak Vlado je bil cool, ne, on je to pač zrihtal. Jaz sem se nekako vklopila v to. In nekaj je rekel, zakaj spiš tle v kuhinji, zakaj ne greš tja, ko smo se zmenili, si čisto v fotelj. Ne. Tako da sem spala na začetku v kuhinji, zato da sem, itak sem si svoje poslo prinesla, ampak mi ni dovolil imeti čebra, tako da je bil ful strog.
Ampak je ne par ljudi držalo z mano, tako da so me recimo prinesli kaj toplega za obleči. Ali pa da sem kakšen štos morala povedati, kakšne bom. Tako je bilo zanimivo, ne? Tudi te vmes te zgodbe, pa s to komuno. Mislim, Čakaj, mene ni to... 5 minut se že potekati. No, tako je. Vlado, oprosti. Nataša, meni se zdi zelo podobne izkušnje, čeprav jaz nisem iz filmske ekipe in z Vladom ne snemam filmov. Sem bila v eni drugi ekipi. Ampak, ne, mene pa še zanimalo, jaz še začela nisem, jaz sem se zdaj šele toliko zbrala, da lahko en stavek skupaj povem, tako da prosim, pust me. Nataša, mene pa zanima tudi ta del prej. Prej si rekla 2 leti, oziroma sta rekla 2 leti, oziroma ves ta proces, preden se je film začel snemati, oziroma od prvega trenutka naprej, ko sta začela govoriti o mami, oziroma ste začeli skupaj. In to, kaj je v bistvu ta proces bil zate, neke tehnične priprave, razumem, ampak tudi sicer uživanje v mamo, ne vem, razmišljanje o tem ali nič od tega, kako je ta priprava potekala. Ne, to ni bil klasičen način. Ne. Mislim, nekaj filmov sem posnela ali pa tako TV filmov in to niti ena stvar ni bila podobna. Tudi če imaš drugače priprave, so čisto drugačne. Tako na nek način je podobno gledališkemu delu, ko se na neko sceno pripraviš, greš tekst skozi, podtekst, mogoče imaš soigralci vaje, to stvar lahko dodelaš pač lahko zelo ali pa delno ali pa se neke stvari pusti improvizaciji. Pri Vladu je bilo čisto drugače. On je v bistvu mene verjetno ene stvari preizkušal, ene stvari me je počasi notri upeljeval, malo je mogoče pač hotel videti, kako se odzivam na kakšno stvar in sam mi je dajal neke napotke in od tistega pač, on ni bil tako konkreten ali pa da bi recimo nekaj kot morala. Ne. Jaz sem mu pošiljala ene razmišljanja, pofotografirala sem točke, kjer je recimo mesta, ne, kako sem ga jaz doživela, kaj mene tam zanima. In to je pač se nekako prepletlo, kako je on to zdaj dobesedno, kakšne stvari tam črpal ali pa vzel. Jaz sem zapisovala, parkrat obiskala ene kraje, naročil mi je recimo neke stvari ali pa v različnih letnih časih. Drugače, da bi se recimo ukvarjala z kako zdaj mama, pa hči, pa to tega pa ni bilo, ne. Se pravi, vse se je dogajalo čisto na nekem drugem nivoju. Tudi te stvari, recimo, jaz sem potem veliko lažje snemati na nek način, veliko lažje snemati film, da ti nekdo reče, tukaj imaš pa tekst v italijanščini, pa se ga nauči, ne. In mislim, sem dosti let nazaj, ko sem hodila v šolo, pa sem, pa živela v Piranu, pa da sem uporabila italijanščino, toliko let nisem, ne, pol je bila pa naloga ta, da mi je tik predno sem šla v snemat, mi je rekel, reči to, vprašaj to. In pa mi je, pa nisem to pa to, ampak on je 6 stvari naštel, ne. In pa sem si mogla 6 stvari na hitrco v italijanščino, ne, mislim, te stvari so črtene, verjetno sem zelo slabo naredila. Ampak jaz sem potem hitro šla malo se ponoviti, vsaj slovnic ali pa kaj takega, ne, zato ker je bilo to drugačne, ne? Ni bilo nič naučeno, nič napifljeno, tudi tiste stvari, ki sem jih jaz podoživela pa sprobala, ne, so bile, tako kot je rekel Vlado, na drugačen način pripeljane. Ne. Jaz sem verjetno samo se počasi pripravila v ta dogodek, ki se je potem, oziroma sosledje teh dogodkov. Tako sem jaz pač doživela. Ne. Čeprav mi je bilo na koncu res težko, ker sploh nisem vedela, kaj sem naredila. Ne. In kakšna je tukaj povezava, a se bo to zdaj videlo, kar sem jaz imela zgodbo. Ne. Tako kot Nataša, kot nekaj, kar sem, seveda si vsak naplete nekaj, mislim, možgani delajo, tudi moji. Tako da, ne vem, te pomeni, jezo sem imela včasih, tako da smo se smejali vsi trije, ko sem enkrat doma Gašperju rekla Vlado.
očitno sem že zamešala vse te moške ege okrog. No, kaj si pa ti napletla? Ne, le, Vlado, nisi upošteval, to bo mogoče pri naslednjem filmu. Ne, mislim, kakšen film si ti zamislila, ne? Preden si ga gledala? Aha. Ja, ne, tako stvari so se tako iz dneva v dan so se spremenile, ne, zato ker je bil neko doživetje, ki ni več mogoče se upadalo z nečem, ne. Že prvi dan, ne, prvi snemalni dan, dobro, tam sem zmrzala in sem po čudu Božjem sem prišla nazaj v Ljubljano iz Čedada in sem v Ljubljani končno začutila prste, ne. Pa sem imela volnene nogavice in rokavice gor, tako da je bilo že nakazano, kakšno pa to snemanje izgledalo in cel dan, ne, noter in vse tiste probe, ki smo jih imeli, je par sekund v filmu, je res. Drugače pa tem naprej Ne, ti si rekla, da na koncu nisi vedela, kaj si delala? Ne, nisem vedela, tudi na začetku vse se je spreminjalo, ne, se pravi. Da si vseeno dobila, da si vseeno imela neko predstavo o filmu, a se spomniš, ker scenarija pa nisi dobila. Nisem imela predstave o filmu, ampak recimo, ne, tisto, kar pač sem vedela, ne, kaj bi bilo, pa ene stvari, ki si mi govoril, ne, recimo o tem, da moramo posneti v zvezi s tem svetenjem, ne, kdaj gremo in tako, pa, ne, pol to, da si mi rekel, da je hči ima neke težavo, zakaj, kam je odpelja. Ne, take majhne fragmente sem vedela in od tega si pač logično vsak naredi neko slikice, ne, neko logiko, ne. Mislim, možgani vseeno, en del tebe zmeraj želi eno logiko, ne. In ta del mene je potem seveda bil včasih tako malo okolo peharjen ali pa je iskal to rešitev neko, ne. In ta se je pa skozi spreminjala, ne, se pravi v unem dnevu, ko smo nekaj posneli, ne, ko sem ponovno doživela zavrnitve, se je potem spostavila nov, ne, naslednji dan je bil nov dan z nekimi novimi, se pravi, da nisem še nikoli tako delala in zame je bilo to novo, po eni strani zelo mikavno, po drugi strani tudi zelo naporno, ne, zato ker si res sam, ne. Ampak nimaš drugega, kot da se, mislim, nimaš drugega, kot da se vržeš in probaš, ne, takrat, ko sva, recimo, ko se mi je majčkeno zamajalo, ne, sva se pogovorila, sva se pogovarjala, tako da sem lahko ne vem, pač imela spet nek entuziazem ali pa eno vero, voljo, pa zaupanje, ne. Ampak jaz mislim, da to bi tudi kakšen drug, ne, pa še prej imel težavo s tem, tako da nisem to vzela, kakor da jaz nekaj ne zmorem ali pa kaj, ne, ampak da pač rabim en support in pa Vlado ga je znal narediti, tako da sva se lepo v miru pogovarjala in zdaj pa tako, ne, jaz ene stvari res nisem vedela, ne, to je zelo zanimivo, recimo, kar mi je Vlado rekel, ja, tam so res ene freske, ljudje so risali, ampak jaz nisem vedela, kam to spada, ne. Jaz sem to čisto po svoje, ne, kaj bi zdaj meni kot Nataši pomenilo, tle je nekdo živel in otroki, kakšno zgodbo ima ta človek, zakaj iz kakšne stvari to narisal, čisto svoje, ne, ali pa, ker sem, recimo v hiši, ki sem jo raziskovala, ne, mi je dovolj, mislim, mi je naročil, da naj prinesem par stvari in on jih je sam razporedil note. Se pravi, ko sem jaz prvič šla v prostor in sem ga raziskovala, sem odkrivala sploh, kaj je, kje, ne, in sem pol našla nekaj, kar je bilo moje, ne. Se pravi, da sem imela prepleteno, ne, nekaj, meni so oni predmeti povedali nekaj, zakaj sem jih jaz tja prenesla, ne. Tako, no, pač zanimivo je bilo, ali pa dobro, no, mislim, na prvo noč itak nismo smeli spati, tako da potem eno noč spet nismo imeli spati, potem mi je rekel, no, zdaj pa tle na te kibel kišti, zaspi. Ja, moraš zares zaspati. Tako, ja, in potem sem se kakaš prijo, ja, in veš, in kaj pol? Ja, nič, jaz sem se ulegla in sem zaspala. In pol so me zbudili, mislim. Tako da
Pa mi je bilo malo žal, ker sem mu povedala, da sem šla sprobati reko, se skopati, ker sem šla avgusta. U nas smo snemali pa aprila, tako da je imela 9 stopinj, je bila imela razlika, ne. In potem sem res zgubila zaupanje v njega, tisti napotek, ki ga je dal, mislim, še dobro, da ga nisem ubila. To veš, Vlado, kater napotek je bil, ne? Ne ve, niti on ne ve, mislim, on niti ne ve, jaz sem skoraj umrla. Mi je rekel, veš kaj, daj se ti potunkaj za tako 10 sekund, bodi 15 pod vodo, da ne bo zgledal, kakor da si šla sam zaradi snemanja. Mislim, jaz spodaj nisem mogla imeti pol sekunde, meni skoraj pljuča razneslo. Tako da tle je pač bil mal Vlado ta, ki ne razmišlja tako. Ja, jaz moram reči, da zdaj Vladota že nekaj časa poznam in sem zato v bistvu zelo vesela, ker me vedno znova presenečaš, Vlado, koliko nam pravzaprav daš oziroma si sposoben, zmožen dati. In v resnici sem to danes že drugič spet z vso silo dojela v tem filmu. Tako da ta film verjamem, da zdaj in ne samo Vlado in to spoznanje, ki mi ga je prenesel ta film, ne o Vlado to, ampak nasploh tudi o sebi in tako. Ampak tudi Nataša, ti boš z mano zdaj na nek način ostala skozi še naprej. Me je pa pravzaprav tudi spet okolj prinesel Vlado, ker to tudi dobro zna. Jaz sem namreč najprej blazno, dobro sem se počutila in bila srečna, zaradi tega, ker sem imela občutek, da mi je, da sem film vzela, da sem mu ga vzela, da pravzaprav se nisem nič spraševala, niti nisem nič razmišljala o ustvarjanju ali pa ustvarjalcu ali pa o teh momentih tega filma, ampak sem mu ga enostavno vzela in sem ga napolnila z vsem, kar eventualno ni bilo jasno ali pa povedano ali pa eksplicitno, pač z vsem, kar nosim v sebi in zaradi tega me je napolnil. No, danes sem ugotovila, da je to v bistvu obratno, namreč jaz mislim, da je ta film zagrabil mene in me je pravzaprav s tistimi rokami, ki si jaz predstavljam, da so verjetno te podobe Markove, tukaj to vlogo igrajo pri meni, razgnetu in razmontiral. In rezultati so bili podobni, tako kot v prejšnjem momentu, samo da pravzaprav me je vzel ta film. In sprašujem se zdaj, Vlado, a ti o tem razmišljaš, ko film delaš? Jaz vem, o čem ti razmišljaš, ko v filmu razmišljaš, oziroma kadar smo pač razmišljali o tem, kaj s filmom, ko smo razmišljali o, ne vem, filmski kulturi ali pa o tem, kaj počnemo s filmom potem. To vem. Ampak rada bi vedela, kaj, če o tem oziroma na tak način razmišljaš, ko delaš, ali smo si v bistvu, ali je to vsak na svojem bregu in se pač slučajno srečamo. Lahko me sicer marsikdo obtoži, da jaz ne mislim na gledalca, ampak v resnici je en najpomembnejših soustvarjalcev mojih filmov ali pa mogoče celo najpomembnejši je ravno nek gledalec v meni. Ne, ta je tisti, ki se pravi, s katerim jaz lahko preizkušam, kaj neka stvar lahko z gledalcem počne, se pravi, kaj nek prizor, kaj nek trenutek v filmu lahko v gledalcu povzroči. Seveda gre tukaj za gledalca, ki je podoben meni in
mogoče takih gledalcev ni veliko, ampak to vse ne zmanjšuje njegovega pomena in njegove funkcije, njegove vloge pri ustvarjanju. Tista stvar, ki mogoče je pri filmu nekako nerešljiva in zaradi tega mi film ni najbolj posrečen medij, je ravno ta diktatura filma, med drugim tudi diktatura trajanja. Vsak človek ima en svoj notranji ritem in recimo pri slikarstvu, literaturi ga ti ne določaš v taki meri kot v filmu. Če imam jaz 5-minuten prizor, ki je za moje pojme mogoče celo prekratek, bo nekomu drugemu to pač tega prizora nekako ne bo zdržal. Tudi če bo mogoče lahko vstopil v njega, znal vstopiti v njega, ni rečeno, da bo skozi trajanje pri njemu to napredovalo, zato ker ima to povezavo z nekim notranjim ritmom. Ko pesnik napiše pesem, vers, ga bo jaz pa ti prebrala z različno hitrostjo. Jaz se bom mogoče vrnil in ga prebral še enkrat, ti boš šla naprej. Knjigo lahko na sredini tudi odložiš ali pa jo odložiš 100-krat vmes in se vrneš. Film pa živi to uro pa pol in zahteva, da popolnoma prilagodiš svoje življenje in sebe filmu. In pri takih filmih, kot je Mama, je seveda še to toliko bolj občutljivo, ker pri drugih filmih, kjer so stvari bolj mogoče oprijemljive, kjer so dialogi, kjer so informacije, kjer je več teh neposrednih senzacij, tam mogoče trajanje ni tako usodna stvar. V takem filmu pa je, tako da recimo zelo malo ljudi bo reklo, da tudi tistim, ki jim je film všeč ali pa jih je zadev močno, bojo težko rekli, da jim ugaja ta ritem ali pa to trajanje. Zanimivo je, da se mnogim zdi prekratek, da so posnetki prekratki. To pomeni, da niso samo tisti, ki se jim zdi, da je predolg. Mislim, da so posnetki predolgi, da predolgo trajajo. V smislu, ja, se razumem, gremo naprej. Tako da tukaj nekako sem se odločil, da ne morem drugače, kot da ponudim svoj ritem, ker če bom tukaj iskal poskušal nekako razmišljati, kaj bi bil ritem, ne vem, večine tistih, ki bi jim tak film lahko bil všeč, se pravi pri nizu teh pogojnikov se lahko potem, lahko popolnoma zgubiš film. In mislim, da je boljše, da zgubiš kakšnega gledalca, celo boljše, da zgubiš vse gledalce, kot da bi izgubil film. Tako da recimo je to zame neko nerešljivo vprašanje. Saj ne vem, kaj sem zdaj odbluzil, ne vem, kakšno je bilo vprašanje, ampak recimo, da se mi zdi to zanimivo v dialogu s publiko, v dialogu z gledalcem. Film se mi zdi tisto, kar se pa splača pri filmu izkoristiti, česar pa mogoče v tej meri ne moreš, je pa ravno ta diktatura filma. Se pravi, da je lahko
tako natančna oblika, da lahko ti praktično narekuješ vsak trenutek gledalca, česar pa v praktično nobeni drugi umetnosti, vključno z glasbo, ne moreš. To je en velik privilegij, seveda tudi odgovornost, kot smo prej odgovorili, ampak tudi velik privilegij. In razen, bi rekel, tega ritma, ki ga lahko damo pod vprašaj, zato ker preprosto nihče nima enakega meni, je pa vse drugo v filmu se mi zdi zelo natančno. Montaža je trajala 1 leto, montaža zvoka tudi 1 leto. Mislim, da je sigurno poleg enega imaginarija, ki je v meni in ki ga poskušam uresničiti v filmski formi, je ravno upravljanje z gledalcem najpomembnejša stvar in tista, ki me najbolj zanima. Se opravičujem. A lahko ponudimo priložnost za kakšno vprašanje še bolj provokativne narave, recimo? I mean, the big question, of course, which is in all the corridors, is we heard that this is the last film of Ladislav Kafka, but nobody, did you make any manifest statement about this? That this is really your last film? And if so... No, sigurno je na koncu tega filma, se pravi v špici, neko slovo od mojega filma, recimo od mojih dosedanjih filmov sigurno. Ta pesem, ki jo mnogi doživljajo kot zelo močen del filma Mama, jo jaz doživljam kot moja pesem, se pravi slovo, ki ga jaz zapojem vsemu temu lepemu, kar mi je film prinesel in kar zapuščam. Zdaj, ali bom naredil še kakšen film ali ne, to v tem trenutku ne vem, vsekakor nimam v načrtu, oziroma če bom kaj delal, bom delal, mislim, ne vidim več, vsaj v neki dogledni prihodnosti ne vidim več neke želje, da bi delal na ta način, se pravi v smislu neke filmske produkcije, art film industrije in podobno. Zdaj, če bom pa sam kakšne stvari počel za sebe in če se bo kdaj na vaših mailih pojavilo kakšno povabilo za kakšen tak ogled, to je pa potem drugo vprašanje. Mene zdaj zanimajo druge stvari, ki se jim moram posvetiti. Mislim, da se je to moje filmsko iskanje s filmom Mama organsko zaključilo. Tisto, kar mene pri tem filmu je najbolj razveselilo, ko sem ga na koncu gledal v oblikovanju, ko smo oblikovali zvok, je to, da kljub temu, da to ni bilo tako dobesedno načrtovano, da sem v tem filmu opazil, da so se po svoji poti nekako, da so v ta film pritekli vsi moji prejšnji filmi. In največje veselje, ki sem ga jaz imel s tem filmom, je, ko sem šele na koncu v bistvu v tem zadnjem prizoru filma, se pravi v tem otoku, prepoznal svoj prvi film, Stari most. To sem prepoznal šele čist na koncu. Tako da se mi je zdelo, da se je res tako ta filmska pot organsko zaključila. Ja, jaz mislim, da, no, mogoče sam še, da povem, ker je tudi Kun interpretiral najin izbor, ne. Jaz tudi moram reči, da, pa ker si zdaj želih otok tudi omenil, v bistvu so bile to tudi neke oporne točke mojega doživetja tega filma, ta haiku moj izbran, ki ga ni v filmu.
mi v bistvu daje neko, je od vseh najbolj sončen v resnici in najbolj, bom rekla, najbolj na nek način nedolžen. In mi je zaradi tega blizu, zaradi tega, ker je tudi ta moment na otoku pravzaprav nekako odgovarja temu momentu v filmu. Tam se počutim v tistem trenutku najbolj varno in najbolj pravzaprav pomirjeno ali pa veselo. In vse skupaj, čeprav še verjetno prihajajo čustva in doživetja z vsakim gledanjem konec koncev tudi še na plano, se mi zdi ena moč, ki jo čutim, povezana z eno zelo pozitivno zadevo, kot je sočutje. In to je nekaj, kar pravzaprav si z nami delil ne samo v filmu, ampak tudi sicer vsem, kar smo počeli. To sem ti v bistvu želela povedati in jaz si želim, da to prenašamo tudi mi, konec koncev. Tako da, če noben ne bi nič vprašal, bi jaz predlagala, da si vzamemo še nekaj časa za to, da se imamo lepo, da se še malo podružimo, da ne gremo zdaj takoj domov in da se pogovarjamo tako še na drugačen način, drug z drugim. Hvala.